Lep pozdrav iz Strasbourga. Ta teden je ena od tem raziskovalni program Evropske unije, ki je največji raziskovalni program na svetu. Težek je dobrih 53 milijard evrov in pokriva tako temeljne raziskave, kot tudi aplikativne raziskave, financiranje raziskovalne infrastrukture in štipendiranje. Razpravo o njem smo začeli na sončen ponedeljek, nato smo o delu poročila glasovali v torek, ko nas je prekinil požarni alarm. Vaja je dobro uspela in pričakujem, da bomo o poročilu danes nadaljevali glasovanje in ga tudi zaključili. No, začeli smo na sončen dan, kot sem rekla, končali bomo na deževen dan, saj se oblaki nad Strasbourgom kar nočejo razkaditi. Sedmi okvirni program velja od leta 2007 do 2013 in sedaj obravnavamo revizijo tega programa. Pregledati moramo, ali je bil dejansko zastavljen tako, kot smo si postavili politične cilje. In nekaj je zagotovo res, program je postopkovno zelo zahteven, ogromno je raznih administrativnih ovir, tako da je tu treba stvari precej olajšati. No pa še ena stvar je, ki se mi zdi pa zelo pomembna za Slovenijo. Če pogledamo črpanje sredstev iz tega programa, potem se izkaže, da so tu določene regije, ki zelo slabo črpajo ta finančna sredstva. Predvsem so to regije iz manjših držav članic, manj razvitih držav članic, pa tudi iz novih držav članic. Nove države članice imajo in manjše države članice imajo tudi zelo slabo zastopanost pri koordinatorstvu projektov. Na to sem tudi opozorila in pričakujem od komisije, da bo pripravila nekoliko natančnejšo analizo, zakaj se to dogaja. Doslej je namreč odgovor komisije vedno tak, da je glavni kriterij pri izbiri projektov znanstvena odličnost. To seveda navaja na sklep, da v regijah, ki so slabše zastopane, te odličnosti ni. Vendar kar tako arbitrarno o tem ne moramo razsoditi, dobiti moramo natančno analizo, kajti znanstveniki nas opozarjajo, da so tu morda še kakšne druge ovire, ki niso povezane le z znanstveno odličnostjo. Sicer pa je dejstvo, da so določene regije znanstveno dejansko na vrhu v svetu, druge sledijo z velikim razkorakom, zato so namenjena manj razvitim državam sredstva strukturnih in kohezijskih skladov in tudi Slovenija ima na voljo ta sredstva in seveda je v interesu nas vseh, da jih čim bolje počrpamo. Tu niso le sredstva, ki pomagajo raziskovalni sferi, ampak sredstva, ki pomagajo celotnemu gospodarstvu, kajti raziskave so namenjene ne samo odkrivanju stvari, ki jih ne poznamo, ampak tudi inovacijam, ki nam olajšajo življenje in zvišujejo konkurenčnost gospodarstva.